imamo, prenovljen grajski park pod Blejskim gradom namreč. Investicija, ki so se je na Zavodu za kulturo Bled lotili v sklopu prenov in razvoja v razširjenem grajskem kompleksu. Dobili smo en prostor, kjer bo večnamenski. Tukaj bodo ljudje v času, ko obiskujejo grad ali ko čakajo na prevoz ali kakorkoli, se lahko sprehodili po njem, namesto da čakajo na asfaltiranem parkirišču. Lahko bo tudi kakšna poroka, lahko bo tukaj kakšen koncert ali kakšno tako srečanje, kot je to danes. Tako da mislim, da je to ratalo eno prijetno, urejeno stičišče teh poti, ki prihajajo na grad z vseh strani in da bo dobro služilo temu namenu. Investicijo v višini 330 tisoč evrov so v celoti pokrili sredstvi, pridomljenimi z vstopnino na Blejski grad. In tukaj bi še enkrat poudaril to pozitivno plat vsega tega turističnega prometa. Po eni strani je obremenjujoč, tukaj noter vemo, da so gužve po cesti in tako naprej, vendar na drugi strani pa ves ta obisk omogoča, da mi delamo vse te investicije, ki jih sicer na osnovi nekih drugih lastnih proračunskih ali drugih sredstev verjetno ne bi zmogli. Tako da mi se zelo trudimo, da praktično vsak višek denarja, ki ga tukaj ustvarimo tukaj na gradu, vlagamo v program prenov na gradu in v njegovi okolici. Pove direktor Zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik. Gre za prvi uresničen projekt v letošnjem letu. Priprave na to investicijo so se začele takoj lansko leto po zaključku celovite prenove blejske zgradbe Blejskega gradu. In sicer smo v diskusiji z Zavodom za varstvo kulturne dediščine iskali razne dokumente, pregledovali razne tudi posnetke in tako naprej, da bi ugotovili, kakšna je bila dejanska podoba tega parka, ampak smo ugotovili, da v bistvu ni bilo to nič eksplicitno jasnega, morda da je bil takrat tudi nivo nekega vrta z dvemi manjšimi objekti, tako da je potem so projektanti biroja Bruto Ljubljana, ki so naredili načrt za ta park, imeli osnovo predvsem v zamisli, ki je bila praktično narejena oziroma ustvarjena takoj po drugi svetovni vojni s strani arhitekta Antona Bitenca, ki je, kot vemo, vodil celovito prenovo Blejskega gradu. Ureditev grajskega parka je bila nujna, saj je bil ta zapuščen, leto nazaj pa ga je prizadelo še hudo neurje. Poleg gradbenikov so imeli veliko dela tudi arheologi, saj gre za območje, ki je bilo v preteklosti stalno poseljeno. Na tem mestu, kjer so bile praktično narejene arheološke raziskave, so bili najdeni kamniti orodja, potem koščene osti za puščice, rimski novci, grobišče in tako naprej, ki verjetno iz romanskega ali slovanskega obdobja 6., 7., 8. stoletje, ne ve se še točno. Tako da je tukaj vsa ta zgodba kaže, da je vedno tukaj bilo prisotno življenje. A tudi arheološka izkopavanja niso podala jasnega odgovora, kaj v preteklosti na tem mestu že bilo. Našel se je veliko naselbinske kulture iz raznih stoletij in tisočletij, ampak kakšnih resnih parkovnih elementov, da bi bili tukaj, tako da se ugiba, kaj je to bilo. Zdaj mi smo imeli, zaradi tega, ker je to zaščiten prostor, smo imeli precej zvezane roke, tako da smo mogli dejansko slediti priporočilom oziroma zahtevam Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kjer smo mogli obnoviti zidove in te terase. Vedeli smo, da je ta objekt spodaj nekdanji objekt, za katerega se tudi ne ve, čemu je služil. Je bil to paviljon, je bila kapela, je bilo lopa za, če tako rečem, za spravilo orodja. Tako da smo pravzaprav poskušali na nek način rekonstruirati
nekdanjo zasnovo z nekimi dodatki, ki omogočajo, lahko rečem, ki so eminentni sodobnemu urbanemu parku. Se pravi, da so dostopi urejeni, razsvetljava, urbana oprema, neke atrakcije, kot recimo to razgledišče spodaj. Tako da gre za kombinacijo novega in starega. Kaj pa na prenovljen grajski park porečejo obiskovalci? Moram priznati, da že kar nekaj časa nisem bil tukaj gor na gradu. Predvsem zaradi tega, ker sem iz Tržiča, pa sodelujem pa zelo dobro z turističnim društvom Bled in sem bil danes povabljen tukaj gor in sem presenečen, ker nekaj tazga, ki se zelo lepo vklaplja v naravo, danes redko kje vidite. Novega, ki se vklaplja v staro. Ja, meni se zdi to imenitno. Je preprost, ampak je zelo udaren in je izrazito povezan z gradom. Bi rekel, da se grad spušča v ta grajski park, v svoj park. Čeprav smo pričakovali, da bo mogoče kakšna stvar se najdla bolj zanimiva, čeprav z arheološkega vidika so kar najdli precej stvari iz različnih obdobij, ampak to, kar je zdaj nastalo, je lepa dopolnitev vhoda k gradu in tudi sama kvaliteta je odlična, odlična in zamisel in ravno ta preprostost se mi zdi tako učinkovita. Jaz bi rekel, da je za čestitati vsem izvajalcem. Ja, moram reči, da je izredno lepo, če gledamo, kakšno je bilo stanje prej, v bistvu neurejeno, je to ena velika dodana vrednost grajskemu hribu in pa seveda samemu gradu. Jaz mislim, da smo domačini na to nekako zelo ponosni, tujcem bo pa to v veliko veselje in zadovoljstvo. V grajskem parku si lahko odpočijete, potem ko se po strmi gozdni poti peš povzpnete na grad ali pa na razgledni točki naredite fotografijo za spomin. Tako smo jesen pozdravili v prenovljenem grajskem parku, ki še polepša celostno podobo blejskega gradu, tako podnevi kot tudi ponoči.